Dragi prijatelji, veseli, da se spet vidimo, veseli me, čeprav na ta omejen elektronski način. Danes je že nedelja Jezusovega krsta in prisluhnimo čisto kratkemu evangeliju. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž, ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Vsako leto se na ta dan spominjamo tega dogodka, o katerem smo slišali, pa tudi skrivnosti našega krsta. Spominjam se kar lepih razlag še iz otroštva, ko so naši duhovniki razlagali o našem krstu in o Jezusovem, ampak lepše razlage, kakor je ta, ki sem vam jo že večkrat tudi v cerkvi povedal, to je razlaga cerkvenih očetov, še nisem slišal. Naj vas spomnim na to lepo prispodobo, ki je hkrati tudi popolna stvarnost. Cerkveni očetje pravijo takole: Adam in Eva v raju sta živela odeta v Božjo slavo, kakor včasih vidimo, da je okrog kakega človeka na sliki svetloba, nekaj podobnega. Bila sta popolnoma Božja. Ko sta po zapeljevanju hudega duha grešila, sta postala naga. Cerkveni očetje pravijo, da ni mišljena predvsem telesna nagota, ampak duhovna nagota. Izgubila sta dostojanstvo, plašč Božje slave, v katerega sta bila odeta. Začele so se nesreče, ki jih poznamo v človeškem rodu, potem pride Jezus. Današnji dogodek opisuje, kako je Jezus stopil v vodo in pravijo cerkveni očetje, da je takrat odložil plašč Božje slave, ki je zdaj v vodah tega sveta, v jordanskih vodah. In ko se mi krstimo, nas Gospod Bog ponovno ogrne v ta plašč, ki ga je Jezus spustil v jordanski vodi. In zopet postanemo Božji otroci in prejmemo tisto prvotno dostojanstvo iz raja. To tudi pomenijo besede, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kakor sta Adam in Eva živela v začetku, blizu Bogu, tako naj bo tudi zdaj z nami, ki smo po krstu postali Božji otroci. Opozarjam še to, da Božje otroštvo si nismo mi zaslužili z našim prizadevanjem, ampak je Božji dar. To, da se trudimo za lepo krščansko življenje, je pravzaprav naše prizadevanje za to, da ne bi izgubili tega dostojanstva. Včasih je ta plašč malo natrgan, malo umazan in si ga obnovimo pri sveti spovedi. Tako, naj vam bo lepa nedelja. Premišljujte tudi o hvaležnosti za krst, ki ste ga prejeli v vaši župnijski cerkvi. Naj vas spomnim tudi, da normalno potekajo svete maše v omejeni obliki, v Vinici 10 oseb oziroma 10 družin, na Sinjem vrhu 2 do 3 osebe oziroma 2 do 3 družine. Prihodnjo nedeljo na Suhorju ne bo svete maše, ampak bo namesto tega v Vinici. In pa opozarjam veroukarje, poglejte si zavihek verouk, kjer boste našli zopet za ta teden veroučne naloge. Blagoslovljeno nedeljo vsem in ostanite zdravi.